Takšne majhne enoprostorce imate pravzaprav kupci zelo radi, ker so dokaj uporabni, obenem pa niso preveč glomazni, da bi jih bilo manj veščim zoprno voziti. Ta B-Max je uporabnost dvignil še na višji nivo. Tule med vrati sploh ni stebrička, kar pomeni, da boste otroški sedež ali pa otroka namestili mnogo lažje. Tale Recaro Junior Sport je kar glomazen sedež, ker je namenjen za otroke do 36. meseca starosti, pa je šlo brez težav. Malce zaradi večje te širine, predvsem pa zaradi večje te globine. Se pa vrata nekako nenavadno težko zapirajo, ampak mislim, da je to hiba testnega B-Maxa. Da gre za avtomobil, ki je od Fieste daljši samo za okrog 10 cm, tamle spredaj ne boste opazili, ker je prostora dovolj, je pa prtljažnik majhen. En takšen sedež ali pa otroški voziček pa bo poln. Ja, poraba me je malce razočarala, ker smo se peljali res lepo, pa je potovalni računalnik na koncu kazal 7,7, oziroma potem, ko smo porabo preračunali, smo ugotovili, da je B-Max vsakih 100 km popil 8,2 litra, kar je bistveno več od 4,9, ki jih zagotavljajo pri Fordu in tudi nasploh kar precej. Je pa to edina slaba lastnost motorja, ki je ohranil ta zanimiv trivaljni zvok, izgubil večino nadležnih vibracij in je tudi lepo prožen. Prav fini so tudi tile sistemi. Sync vrhunsko prepoznava glasove. Sync, please say a command. Call Mihinjač. Calling Mihinjak. Mihinjak, seveda. In ima tudi zanimivo funkcijo, ki pokliče na pomoč v primeru, da pride do trka in se sprožijo zračne blazine. Do trka ne bo prišlo, pa skrbi sistem Active City Stop, ki pri majhnih hitrostih sam zavira. Sem pa vesel, da smo se zapeljali vse do Korčule, ker so ceste tule naokrog res fantastične. Kot nalašč za tole vrhunsko podvozje, s katerim Ford zopet dokazuje, da to področje res obvlada.